Avtentičnost je izjemnost, posebnost mesta, nekaj, kar je samo tukaj v Ljubljani in ni drugje. 15 per person, the boat is already down, same tour, same price, same audio guide with everybody. Spremenila se je struktura ljudi, ki prihajajo v mesto, totalno se je spremenila ponudba. Zaradi te mase ljudi, ki prihajajo dnevno v mesto, so se lokalci začeli umikati. Imamo tudi v bližini tudi mesta, ki se borijo s tem, da lahko izgubijo svoj UNESCO status, kot so Split, Dubrovnik, Benetke. Žal se je pa to tudi v Ljubljani kar precej zalomilo. Alla salute, na zdravje. Zdravje. Koliko stanovanj v samem središču Ljubljane je danes namenjenih turizmu, je razvidno iz takšnih tabel, ki oglašujejo turistične nastanitve. Še ena značilnost mesta, te ste verjetno tudi sami že opazili, postajajo tako imenovani key-lockerji oziroma ključavnice za ključe in tudi to priča o turističnih nastanitvah. Lokalni obrtniki po večini v mestu izginjajo, le redki so tisti, ki vztrajajo. Med njimi je tudi Tina Barlič, ki nadaljuje kar 72-letno družinsko tradicijo. Dober dan, živijo, me veseli. Središče Ljubljane, ki ga diha že od malih nog, je danes povsem drugačno, pravi. Na eni strani veliko bolj urejeno kot nekoč, zagotovo pešcem in kolesarjem prijazno, a tudi vse bolj mesto, ki ga domačini opozarja, ne čutijo več kot svojega, vsaj ne tako zelo kot nekoč. Spremenila se je struktura ljudi, ki prihajajo v mesto, totalno se je spremenila ponudba, kar mogoče se meni ne zdi nujno dobro, na boljš. Predvsem so se pa spremenili navade lokalnega prebivalstva. Jaz opažam, da zaradi te mase ljudi, ki prihajajo dnevno v mesto, so se lokalci začeli umikati. Avtentičnost mest postaja pomembno tudi zaradi podnebnih sprememb in zaradi trajnostnega razvoja. Ponovna uporaba obstoječih stavb, ohranjanje zelenih površin, podpora lokalnemu gospodarstvu pa spodbujanje hoje in kolesarjenja ne prispevajo le k bolj kakovostnemu življenju, pač pa tudi k ohranjanju značaja mesta. Dobrodošli v Benetkah. V Benetke smo šli, da bi skozi dobre in slabe prakse poiskali vzroke za pretiran turizem, ki vse bolj duši mesto, njegovo vsakdanje življenje in lokalno skupnost, da bi se iz primera Benetk naučili. Ko se približujemo mostu, se pa res občuti, koliko turistov je v Benetkah. To je zagotovo ena od glavnih znamenitosti v tem mestu in tukaj je pa že kar treba paziti, kako se človek premika, skratka, čutiti je to turistično mrzlico. Me malo moti, ampak pač v redu, saj razumem, da bi bilo pač. Videla sem, da bo bilo tako. The landscape is really beautiful. Yeah, but yeah, actually there are too many people. It's too many tourists, but it's very beautiful. V majhnih ulicah in beneških kanalih se v resnici skriva paradoks tega mesta. Bolj, ko ga svet občuduje, vse težje je v njem živeti kot domačin. Che cosa significa oggi essere veramente veneziano? Tu sei veramente veneziano? Io sì, sono veramente veneziano perché abito qua da sempre. Ho lasciato Venezia per qualche anno quando ero più giovane e adesso vivo qua. Essere veneziani è vivere qua 24 ore su 24. Ultimamente ci sono molti veneziani che sfruttano solo il business e poi abitano da qualche altra parte, ma essere veneziani è curarsi di Venezia non solo per le belle cose, ma anche per quelle brutte. Mesto je prenatrpano, pravi aktivist in dolgoletni zagovornik prebivalcev beneškega zgodovinskega jedra Matteo Secchi. Meščani izgubljajo pravice, njihovo število pa vztrajno pada. Venezia perde abitanti dagli anni 50. Venezia era la terza città più popolosa d'Europa nel Medioevo e negli anni 50 avevamo 170.000 abitanti.
adesso siamo in 48.000. Vstopnini v mesto ta stane 5 evrov in velja le ob določenih dnevih, nasprotuje, ker da nima učinka. Zato bi Seki raje omejil število turistov na 80.000 dnevno. 2 anni fa i posti letto per i turisti hanno superato il numero degli abitanti. E anni fa il turismo c'era, ma era molto più contenuto e si poteva vivere. Adesso si vive lo stesso. Io non voglio dire che si vive male, anzi si vive benissimo a Venezia. Io non cambierei nessun'altra vita. Cioè, guarda dove sono. Sono a 3 minuti da casa e sto benissimo. Io amo i turisti. È che sono troppi. Would you like to join us in this one? Yes. For two? Of course, for two it's 30. Nazaj v Ljubljano, v posebnosti našega mesta, ki so lastne le slovenski prestolnici in nobeni drugi. Že njena umeščenost v ta naravni okvir pod gradom Ljubljanica, kjer smo zdaj pa Tivoli Rožnik na drugi strani, Sava in Barje na jugu, Sava na severu in še posebej, kako jo je Plečnik osmislil, ji dal nekaj izjemnega. Ravno Plečnikova dela pojasnjuje urbanistka Liljana Janković-Grobelšek kot primer človeku prilagojenega urbanističnega oblikovanja, je UNESCO leta 2021 vpisal v seznam svetovne dediščine. Narodna in univerzitetna knjižnica, Kongresni trg s parkom Zvezda, pokopališče Žale, cerkev svetega Mihaela v Črni vasi, pa cerkev svetega Frančiška Siškega v Šiški in Nabrežja ob Ljubljanici. Že takrat je stroka opozarjala, da je uvrstitev na ta prestižni seznam priznanje brez primere, za državo močan simbolni pomen in promocijski dosežek, a tudi vprašanje, kaj bomo s tem znali narediti v prihodnosti. Plečnikove mojstrovine nedvomno privabljajo turiste in teh je vsako leto več. V letu 2023 jih je prišlo dober 1 100 000, leto kasneje nekaj manj kot 1 300 000, lani skoraj 1,4 milijona. Pretiran turizem, ki se je v Ljubljani zgodil tudi zato, ker je šla v korak razvoja z drugimi evropskimi svetovnimi mesti, se je pač pojavil tudi tukaj. Tako da to je eden od zagotovo resnih problemov tega časa, že nekaj časa traja, vprašanje, koliko se ga je že nagovorilo, ga je morda treba še bolj, ker pa vendarle najprej treba misliti na mesto za ljudi, a ne, Ljubljana je mesto za nas, za meščane, za ljudi prej. In ko se ljudje dobro počutijo in počutimo, je fino tudi za turiste lahko potem. Pomemben del avtentičnosti predstavljajo prebivalci. Mesto ni le skupek stavb, ampak predvsem skupnost ljudi, ki ustvarjajo njegove zgodbe. Brez močne lokalne skupnosti je tudi najbolje ohranjena arhitekturna dediščina brez pomena. Bomo težko se prodali kot neko avtentično mesto, če ne bo tle več avtohtonih prebivalstv, ki bi imeli stik z ljudmi. Benetke niso le turistična razglednica, so mesto, ki se vsak dan bori za pravico, da ostane mesto. Sloviti Markov trg je zares impozanten in ni čudno, da si ga toliko ljudi želi videti, ogledati. Pa vendar, to je ena tistih znamenitosti, kjer meja med avtentičnim mestom in turističnim spektaklom postaja nevidna. Svojo kuliso ostajajo večni spomenik zgodovinske veličine na vodi, a turistični pritisk v zadnjem desetletju je močno znižal kakovost bivanja, opozarja profesorica z Beneške univerze Laura Fregolent. I numeri dicono che abbiamo circa 30 milioni di turisti all'anno. Ebbene, queste persone hanno bisogno di mangiare soprattutto e quindi tutto quello che è il settore del food ha avuto un'esplosione enorme nel corso degli ultimi anni, no? La quantità di cibo veloce, di gelaterie, di pasticcerie, di piccoli ristoranti, di grandi ristoranti è cresciuta in maniera molto molto importante e questo modifica sostanzialmente anche quello che è un po' il paesaggio urbano della città, no?
A mesto se ni spreminjalo postopoma, načrtovano, strateško, pač pa v naglici, brez tehtnega premisleka o tem, da se morda ni pametno zanašati le na turizem kot gospodarsko panogo, še opozarja sogovornica, ki je pred kratkim obiskala Ljubljano. Non possono vivere solo di turismo perché altrimenti si trasformano in parchi tematici. Pure anche qui c'è, come dire, una pressione del turismo molto forte che, come dire, richiede certe forme di fruizione dello spazio pubblico. Na problem prekomernega turizma oziroma tako imenovano turistifikacijo v Ljubljani kritično opozarja tudi arhitekt in urbanist Aleksandar Ostan, sicer tudi sam prebivalec mestnega jedra. Ko mesto postane tematski park, vedno bolj, ko se prebivalci izseljujejo, ko mesto zasedajo recimo predvsem turistične osebine. Zdaj, v Ljubljani je zadnja leta sploh evidenten proces hotelizacije. Hoteli rastejo od teh manjših do velikih stolpnic na robu mesta, kot hoteli. Zdaj, hoteli spet prava mera, ja, pa tudi fina butična osebina, ja. Ampak spet dokot, in tu obstajajo neki parametri, kaj mesto lahko prenese še, da ostane še avtentično. V Ljubljani deluje okoli 60 hotelov, več kot polovica v ožjem mestnem središču. Skupaj ponujajo več kot 6350 hotelskih sob. Odprli pa se bodo še vsaj 4 hoteli, v katerih bo 500 novih sob. Največja bosta v sklopu Emonike, 2 v starem mestnem središču. Celotna turistična ponudba mesta pa vključuje še številne druge oblike nastanitev, kot so hostli, penzioni in seveda zasebna stanovanja. Takoj za turistifikacijo, gentrifikacija, se pravi, mesto ni več primarno v rokah prebivalcev in tistih, ki z njim živijo, ampak vedno bolj postaja špekulativno polje za kapitalske prelaganja, investicije, etc. Lahko se sam sprehodno pa vidimo. Tudi Benetke se podobno kot Ljubljana soočajo s problemom gentrifikacije. Tole denimo je oglas za nakup 80 kvadratnih metrov velikega stanovanja, cena pa, kot vidite, $500 000. Povprečna cena enako velikega stanovanja v središču naše prestolnice, prav tako okoli 500 000. In kaj na opozorila o prekomernem turizmu in mestu za bogate odgovarjajo na ljubljanski mestni občini? Podžupan pravi, da se z omenjenimi težavami soočajo strateško, s programi za lokalne prebivalce, organizirajo brezplačne festivale, subvencionirajo parkiranje, bi pa, priznava, pomagala regulacija trga nepremičnin. Podpiramo regulacijo kratkoročnih najemov nepremičnin. O turistifikaciji v Ljubljani v glavnem znajo govoriti tisti, ki največ potujejo po svetu in pravzaprav poznajo ta problem iz lastne izkušnje, ker turistificirajo tudi druga mesta po svetu. Statistika o številu nočitev, poglejmo jo še enkrat pa, tako direktorica ljubljanskega turizma, kaže, kako dobro Ljubljana z njim upravlja. Povprečna doba posameznega obiskovalca narašča oziroma stagnira, ker povsod v drugih mestnih destinacijah oziroma v večini njih v resnici pade. Dejstvo pa je, da je Ljubljana sredi Evrope, kjer ima pač cel kontinent počitnice julija in avgusta in zato je takrat tudi v Ljubljani največ obiska. Še o visokih cenah hrane in pijače. Cene pic, pravijo, se gibljajo med 10 in 15 evri, kar je toliko, kot boste za to avtohtono italijansko in neslovensko jed odšteli tudi v Radovljici, Kranju, Celju in še kje. A dejstvo je, da je za mnoge tiste, ki živimo v Ljubljani, mesto preprosto predrago. Beneška oblast ta hip razmišlja o dvigu dnevne vstopnine v mesto na več kot 10 evrov. A tudi Laura Fregolent v ta ukrep dvomi in svari, da morajo mesta ostati odprta. Se noi mettiamo un cancello a questa città, non sarà più una città, sarà un luogo di svago, sarà un luogo dove io entro per divertirmi, per usufruire delle sue bellezze, del suo patrimonio, ma diventerà sempre meno una città. Če ga želimo ohraniti avtentičnega, pojasnjuje mestni svetnik Marko Gasparinetti, mora postati cenovno dostopno v prvi vrsti domačinom. Nujna je prisotnost lokalnih obrtnikov, ne pa da je vsa ponudba s plastičnimi izdelki iz drugega konca sveta prilagojena turistom. I prezzi sono diventati inaccessibili, ma anche la qualità della vita è peggiorata. Non sono neanche più negozi per le necessità di tutti i giorni, sono tutti negozi di souvenir.
Se tu hai bisogno di casalinghi, negozi per la casa, devi andare a Mestre a Marghera, attraversare il ponte e andare di là dal ponte. Chi visita Venezia vorrebbe anche trovare vita locale, mangiare come mangiano i veneziani. Durante il periodo del Covid, gran parte dei ristoranti, l'area di Piazza San Marco è stata comprata da cinesi e albanesi, non ci sono più ristoranti italiani. Questa sera non c'è nessuno. Se voi andate a mangiare non troverete italiani. In kje Gasparineti vidi rešitev? Kako zaustaviti izseljevanje domačinov, ki mu rečejo kar Venexodus? Noi non possiamo dipendere unicamente dal turismo, perché se continuiamo in questo modo, alla prossima crisi di pandemia o di crisi internazionale arriviamo in ginocchio. Quindi trovare il giusto equilibrio tra il turismo, che resta e sempre sarà una fonte di reddito per i veneziani, e altre forme di reddito che non siano legate alla monocultura turistica. La monocultura distrugge l'economia, che siano le banane o che sia il turismo è sempre una scelta sbagliata. Ljubljanski podžupan obdavčitev praznih stanovanj podpira, a to je le del rešitve. Mesto je namreč kompleksen, mnogoplasten organizem, pripoveduje Ostan. Lahko mi prodajamo podobo, pa tudi zelena prestolnica, da smo ekološki, da smo ozaveščeni, ampak pa ne moramo onesnaževati zraka in hkrati načrtovati sežigalnico, pa ne moramo vode uničevati, pa kanal C0 projektirati. Kako torej ohraniti značaj mesta, ko se to nenehno spreminja? Kje je meja med razvojem in izgubo identitete? Kje so državni ukrepi? Kje lokalna oblast? Zaradi intenzivnega razvoja, prenove mestnih jeder in rasti turizma, ki seveda prinašajo gospodarske koristi, se kaj hitro lahko zgodi poenotenje mestnega prostora. Trgovine, restauracije in javni prostori postanejo podobni ne glede na državo ali celino. Mesta pa izgubijo prepoznavnost in posebnost. Kako to, da vztrajate? Ker ogromno trgovin se menja, če ne zahajaš prav redno v mesto, te vsakič preseneti kakšna nova ponudba, nova trgovina. Ja, to je res. Tudi jaz, ko sem tle dnevno opažam to, bom rekla, blazno visoko frekvenco menjave. Mi vztrajamo, kaj pa vem, mali strme, ali pa precej strme, malo zato, ker pač to celo življenje počneš, jaz sem tle gor zrasla in si tudi težko predstavljam, da bi karkoli drugega delala. Pa se mi zdi tudi vreden, da je to nekaj, kar že toliko let, toliko desetletij vztrajamo. Ja, in bom šla vztrajala, ker se mi zdi to prav, no. Če Ljubljana hoče vsaj kakor toliko ohraniti nekako to svojo, recimo, kulturno-duhovno vertikalo, pa bo morala bistveno bolj senzibilno skrbeti za to. In upam, da bo tudi seveda ta participativni način sodelovanja bistveno bolj upoštevan s tistimi, ki pa imajo skozi različne stroke dovolj znanja, da lahko sodelujejo pri skupnem premisleku, in tega pač žal ni, ali pa bistveno premalo, ali pa je bistveno prepovršno, kar smo do danes doživljali na ravni mesta. Da bo mesto ostalo avtentično, da bo obiskovalec začutil, da je njegov značaj resničen, ne pa oblikovan zgolj za potrebe turistične podobe, promocije in ustvarjanje dobička.